če imaš dobro grozdje, pač narediš dobro vino, ne, se tukaj ni velike skrivnosti, ne. V novem svetu so ljudje bolj odprti, probajo različne zadeve in pa tudi navsezadnje s katerimi sem delala v Južni Afriki pa v Avstraliji, so pač vsi potovali, so tudi delali v evropskih kleteh in se mi zdi ta neka mešanca tega evropskega tradicionalnega pristopa in pa potle neobremenjenosti, kako moraš delati stvari, pač da lahko vsako leto nekaj probaš, narediš nekaj novega. To se mi zdi ful zanimivo, no. In pač to se mi zdi, da tudi nekako sem prinesla nazaj sem v Slovenijo. Se mi zdi, Modra Frankinja je bila vedno pomembna za nas. Že od začetka, še za mojega očeta, za mojega dedka, je bila pač Modra Frankinja tista sorta, ki je bila najbolj pomembna. Vsak ima zmeraj opcijo, da se odloča po svoje, ne. In pač naši starši so nam zmeraj dali opcijo, da se odločimo za pot, kjer hočemo, ne. Ampak se mi zdi, da če s tem zrasteš gor, ne, oziroma si s tem povezan že od majhnega, potem mogoče čutiš neko drugo afiniteto oziroma to delo ti je nekako bliže oziroma še rajši mogoče, kot pa če bi začel ne vem, kdaj kasneje se s tem ukvarjati. In pač se mi zdi, da v teh letih največ, kar smo naredili, je, da boljše razumemo naš terroir, tudi mogoče prilagajamo samo delo vinogradu boljše tem posamezni lokaciji, kjer odhodar izvira grozdje. Pravi, samo mogoče probamo malce spodbuditi ali pa nekako dati v nek lep okvir oziroma paket to, kar nam je narava dala, no. Ampak spreminjamo pa ne.